Pozdravljeni na okrogli mizi na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Lepo pozdravljeni vsi udeleženci, tako panelisti, kot seveda vsi ostali, ki ste prišli tukaj v občinstvu. Pozdravljamo pa tudi gledalce, ki nas spremljajo preko strani Facebook oziroma STA v živo. Zdaj, okroglo mizo smo organizirali v okviru tedna programiranja Code Week, ki poteka letos med 5. in 20. oktobrom. Prej sem pogledal, je kar 171 različnih dogodkov po vsej Sloveniji, ki so namenjeni nekako spoznavanju osnov programiranja in ozaveščanju odgovorni varni rabi tehnologij. Zdaj, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer se trenutno nahajamo, se primarno ukvarjamo seveda z visokošolskim izobraževanjem in z raziskovanjem, ampak to v današnji družbi nekako ni dovolj in tega se zavedamo in zato tudi delamo nekako te druge dejavnosti. Potrebe po kadrih z računalniškimi znanji so izjemne. Z digitalizacijo poslovanja podjetja potrebujejo dodatne ljudi in ljudi z dodatnimi znanji, z novimi znanji. Fakulteta sama zgolj z študijskimi programi zagotovo tem potrebam ne more zadostiti. Ampak tu ne gre samo za podjetja. V današnji družbi ljudje nekako težko delujemo kot kompetentni državljani, potrošniki oziroma sploh enakopravno vstopamo v neke medosebne odnose brez vsaj neke določene stopnje znanja, računalniške pismenosti, tehnologije in tako dalje. Seveda tisti z več tovrstnimi znanji so v prednosti. Na fakulteti, pa tudi druge fakultete, ki imajo sorodne programe in univerze, smo nekako le kamenček v tem mozaiku. Ta mozaik pa se začne sestavljati bistveno bolj zgodaj. Razprava o stanju računalniškega izobraževanja v osnovnih pa tudi srednjih šolah ni nova, nekako traja. Dejstvo pa je, da je še vedno tu ta razprava in celo vedno bolj aktualna. Danes smo na to okroglo mizo povabili različne skupine, zagotovo ne vse, ampak skupine, ki morajo najti skupen jezik, najprej pri definiciji problema, seveda potem pri iskanju rešitve in navsezadnje pri uspešni implementaciji neke rešitve. Naj predstavim današnji panel tukaj. Z nami je dr. Andrej Brodnik, je profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in profesor Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Je pa tudi, med drugim, tudi vodja strokovne delovne skupine za vsebine računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah RINOS. Tako, naslednji v panelu je gospod Igor Zorko, podpredsednik Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in direktor podjetja ZZI. Pozdravljeni. Potem je z nami tukaj naslednji Aleš Ojstršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pozdravljeni. Potem je tukaj Miroslava Minič, učiteljica matematike in računalništva na osnovni šoli Dobje. In pa Domen Savič, direktor zasebnega neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja s problemi informacijske družbe in medijske pismenosti. Seveda pa ste pomemben del te okrogle mize tudi vi, ostali udeleženci, ki boste zagotovo znali dopolniti razpravo s svojimi pogledi, s svojimi vprašanji. Tako da z nami, glede na prijave, ste tako učitelji, nekaj visokošolskih kolegov, tudi kakšen predstavnik fakultet iz Mladinskega sveta Slovenije, drugih strokovnih organizacij, študenti. Tako da hvala, da ste prišli. Na kratko, mogoče predam besedo panelistom, samo da predstavim, kako bo današnja razprava potekala. Zdaj v prvem krogu bomo prepustili besedo panelistom, da predstavijo svoj pogled na problematiko računalniškega izobraževanja. Potem v nekako drugem krogu bomo pustili možnost, da replicirajo na mnenja in nekako stališča, ki bodo se tukaj oblikovali in bila slišana. Potem v tretjem krogu pa damo besedo vam, tukaj prisotnemu občinstvu, da predstavite tako svoje mnenja, kot mogoče vprašanja za same paneliste. Zdaj, v pomoč pri strukturiranju te današnje razprave, v tem drugem delu, smo odprli tudi kanal za postavljanje vprašanj na platformi Slido. Informacije so tam zgoraj na tabli, se pravi, s svojimi telefoni
lahko greste na spletno stran Slido in vpišete kodo dogodka Lojtra J949. Zdaj, ukolikor bi želeli postaviti vprašanje za konkretnega sogovornika, lahko to tudi zapišete v samem vprašanju. Vseeno bi rad poudaril, da bomo poskusili nekako to okroglo mizo izpeljati s čim več medosebne komunikacije, tako da bomo dali prednost tudi po tem vprašanjem in mnenjem, ki boste želeli tukaj prisotni zastaviti, ampak vzemimo nekako to omenjeno orodje kot pomoč pri tem, da nam da ne spregledamo kakšne pomembne teme in pa seveda tudi za občinstvo, ki nas spremlja preko video streama, lahko se na ta način pridruži in postavi kakšno povsem relevantno vprašanje. Tako, se pravi, spletna stran Slido, koda dogodka Lojtra J949. Sedaj pa za začetek bom predal besedo profesorju Brodniku, ki, tako bom rekel, mu ni vseeno. Zakaj pravim to? Ker poleg poučevanja na fakulteti vodi še izobraževanje za učitelje, v zadnjih letih zelo dejavno na projektu Napoj, redno sodeluje z izvedbami delavnic na poletnih šolah za otroke, za mlade, dijake, aktivno sodeluje pri organizaciji računalniških tekmovanj v okviru strokovnega društva ACM Slovenija in seveda, kot je že prej omenjeno, je vodja strokovne delovne skupine za vsebine računalništva in informatike. Zdaj, ta raziskava delovne skupine je ponudila zanimive poglede v stanje nekako poučevanja, v Sloveniji pa tudi v tujini. Tako da uvodoma vam predajam besedo, da predstavite na kratko. Najlepša hvala, Miha. Jaz sem pripravil nekaj prosojnic in v resnici to, o čemer bom govoril, je iz zgodbe od Semečkan. Ne, to je napačno datoteko sva dala. Kar bi rad razložil, oziroma o čemer bi govorili, bom pogovoril, je dejansko nekaj izkušenj, ki smo jih dobili pri delu naše skupine Rinos. Skupino je imenovala oziroma ustanovila že ministrica v prejšnjem mandatu, dr. Makovec, Maja, dr. Makovec. In delo skupine je zastavljeno bilo tako, da se naredi pregled stanja v Sloveniji, v svetu in v Evropi in potem na podlagi tega stanja in se potem predlaga, kaj naj bi se zgodilo oziroma v katero smer naj bi se premaknila Slovenija. Zdaj, stanje, ki smo ga zajeli v tistem trenutku, je bilo prav zanimivo, ena prosojnica bo zanimiva, kar zadeva Slovenije, kar zadeva sveta, je pa izkazalo se, da so v svetu več ali manj tudi stvari bistveno hitreje premikajo kot pri nas. Ne? In prvo vprašanje, ki se nam je seveda postavilo, je, kam pravzaprav s tem računalništvom iti. In potem, ko to začnemo gledati, ugotovimo, da v svetu, da se je zgodilo tam nekje v začetku tega tisočletja en bistven premik naprej. Namreč zgodil se bistven premik naprej, ker se je naenkrat računalništvo oziroma tisto, kar je povezano z računalništvom, začelo povezovati z neko temeljnimi kompetencami, ki naj bi jih vsak človek imel. In če se v osnovni šoli oziroma v šoli učijo brati, pisati in računati, se je naenkrat temu trojčku dodala še četrta dimenzija, ki se je reklo računalniško mišljenje. Krasno, tehnologija nam že nagaja. Krasno. To je ta? To je ta. Ja. Zdaj, kar zadeva skupina je bila sestavljena zelo barvito, z namenom tem, da bi zajela čim več dejavnikov. Imamo strokovnjake z področja računalništva informatike, potem z pedagoške, imamo učitelje v osnovnih, srednjih šolah, poklicnih šolah v skupini, imamo predstavnika Zavoda za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje, namreč, ko se pogovarjamo o izobraževanju v kompletni celi vertikali, od vrtca naprej, iz gospodarstva in potem tudi iz sindikata. Zakaj sindikata, bo mečkam kasneje jasno, ker namreč karkoli se bo dogajalo na tem področju, bo treba seveda vključiti ljudi, ki so že v tem trenutku poučujejo. In zadeva je še z ministrstva, je še en predstavnik seveda za povezavo s ministrstvom. Zdaj, izhodišče mogoče tega je tole izjava iz leta 1990, sem jo našel na spletu in se govori takrat o naši bivši skupni državi in vprašanje je bilo, so govorili,
Smo imeli Slovenci predstavljajo 13% prebivalstva, eno petino bruto družbenega proizvoda in ustvarili dobro tretjino izvoza. In zdaj se je postavilo vprašanje, zakaj je bila Slovenija takrat tako uspešna. Ne? O tem, da so bili Slovenci bolj pridni in tako naprej, to verjetno ni ta prava ideja. Ne? Ideja izvira 400 let oziroma 300 let prej. Izvira iz leta 1700, iz srede 18. stoletja, ko se je izumil parni stroj. Zakaj parni stroj? S tem je industrija postala bolj uspešna in zaradi tega je lahko hitreje in več se proizvajalo. To je Možakar, ki je izumil parni stroj oziroma njegove izboljšave. Vendar samo po sebi ni dovolj, ker parni stroj je bil na voljo vsem. Bil je na voljo tudi Hrvatom, tudi Slovakom in tako naprej. Razlika med nami in Slovaki je bila v tem, da Slovaki in Hrvati niso leta 1974 dobili ene velike in pomembne reforme od Marije Terezije, ker takrat se je uvedlo obvezno šolstvo. In takrat so vsi Slovenci se naučili brati in pisati in računati. Rezultat tega je bil, da slovenska populacija je bila še 200 let, 300 let po tistem bolje izobražena in zaradi tega so lahko tudi uspehi, ki si jih je ustvarila, bili lažje dosegljivi. Parni stroj je leta 1800, te dva Možakarja sta v 19. stoletju, v 20. stoletju zakoličila dejansko drug stroj, računalnik. In če imamo stroj, če imamo računalnik, nam manjka seveda izobraževanje. Naenkrat smo ostali v Sloveniji vsaj brez ustreznega izobraževanja, da bi izkoristili ta nov stroj. Zdaj pri tem poudarjam, da ne gre za stroj, ki gre samo za IKT industrijo, ampak gre za katerokoli dejavnost človeka v svetu. No, potem pa pridejo junaki in pravijo tako, ne, vse današnji otroci so pa že kar rojeni kot digitalni domorodci, ne, in ker so digitalni domorodci, imajo že znanje kar magično v svoji glavi in spretnostih. Izkaže se, da to ni res. Bomo videli tudi kako. Namreč izkaže se to, da ko govorimo o računalništvu in informatiki, govorimo o neki triperesni zvezdici. Po eni strani imamo osnovno digitalno pismenost, potem imamo uporabo tehnologije in potem so temeljna znanja. Bomo pogledali, kaj to pomeni. Digitalni domorodci, recimo v najboljšem primeru, obvladajo pismenost pa delno tehnologijo. Verjetno smo že vsi slišali za blokovne verige, to je tudi ena stvar, ki jo v svetu se veliko govori o tem in tudi naša država precej stavi na to. In kaj je pri teh blokovnih verigah, kolegi iz srednjih šol so to predavanje ta del že slišali, ampak vse naj ponovim. Ko se začnemo pogovarjati o blokovnih verigah, je pismenost pomeni to, da sploh obstajajo. Ne vem, recimo, da razumemo, da je danes nekje sem prebral, da je Bitcoin v zadnjih 8 mesecih, v enem od teh spletnih časopisov pridobil 150% vrednosti. Fajn, to v redu, temu bi rekel človek pismenost. Potem se pa pojavi vprašanje, kje in kako to uporabiti. Ne? Kolega na moji levi, potem veliko vedo povedati, ne? To je s temu se reče uporabo tehnologije. Fajn, tehnologijo imamo, jo znamo uporabljati in znamo z njo delati. In naenkrat imamo nekaj, kar bi rešilo vse probleme. Če gremo malce globlje pogledati, se izkaže, zadnjič sem bral spet en drug članek, v katerem pa izkaže se, da ta blokovna veriga niso tako vse srečno, vse rešujoč zadeva. Zato, da to razumemo in da vemo, v kakšnem primeru to uporabljati, uporabljamo pa temeljna znanja, potrebujemo. To so pa znanja, ki tistemu, ki bo uporabljal tehnologijo, ve, kje so njegove omejitve in do kje jih sme uporabljati. Zdaj, eno drugo primerjavo bi še naredil. Ne vem, če veste, danes je bilo objavljeno, Miha bo to sigurno vedel, v Science Newsletters, ne, en članek, v katerem so strokovnjaki z Onkološkega inštituta patentirali oziroma predstavili eno rešitev, ki lahko na podlagi samega krvnega vzorca ugotovi, če je človek doživel možgansko kap, če se ne motim, oziroma če je možnost možganske kapi. Kako je to možno? Ja, možno je čisto preprosto, zato, ker je digitalna tehnologija bila vgrajena v to rešitev, gre v resnici za sodelovanje z našo fakulteto tukaj, kjer se je dejansko so razvili nek algoritem, nek program, ki zna na podlagi podatkov to ugotoviti. In spet pridemo do tega, da rabimo temeljna znanja, zato, da lahko čist nekje v enem drugem svetu, v enem drugem področju smo uspešni.
Kje pa smo v Sloveniji na tem področju? No, tole so obvezni predmeti po letnikih za srednjo in osnovno šolo. Označena rumeno je informatika. Informatike je 0,58% učnega načrta v osnovnih in srednjih šolah, obveznega. To je manj kot odstotek. Če pogledamo gospodinjstvo, ga je 0,73%. Pa nič ne rečem, da je kaj bolj pomemben, ali kaj manj pomemben. Ampak to je dejstvo, to je trenutno stanje v Sloveniji. Zdaj, to stanje smo predstavili tudi v tej skupini Rino s prejšnji ministrici. Ta minister je potem skupino na novo imenoval in je določil celo akcijski načrt oziroma nalogo, da pripravi akcijski načrt uvajanja izobraževanja računalništva in informatike osnovne in srednje šole. Kaj več pa v naslednjih 3 prosojnicah še. Imamo v bistvu 3 možnosti. To je angleški sistem, se pravi osnovna šola, razredna stopnja, predmetna stopnja pa recimo srednja šola. In mi smo nekje še slabši od tega v tem trenutku. In zdaj vprašanje je, koliko gremo na levo. Če gremo gledati primerljive države, Poljsko, Češko, Hrvaško, se gibljajo nekje med temi dvemi. Naš predlog je, da gremo v tole zgodbo. Se pravi poglobljeno znanje. Zdaj, kaj pa to pomeni poglobljeno znanje? Poglobljeno znanje je spet na tej 3-peresni deteljici zasnovano in imamo zdaj pa osnovne cilje. Prvi cilj je uvajanje temeljnih vsebin kot obveznega predmeta. Drugi cilj bi bil uvajanje pismenosti in tehnologije v vse ostale predmete osnovnega in srednjega šolstva. Tretji cilj, kjer je silno pomemben, na tem so Angleži padali, je uvajanje oziroma izobraževanje učiteljev tako na univerzitetni, to se pravi v predpoklicu, kot tudi v poklicu. Namreč v poklicu imamo ogromno učiteljev, ki trenutno učijo in ne moramo reči, da jih bomo pa kar zamenjali. In potem pride še 4. dejavnik, ki pa je povezava z nevladnimi organizacijami, povezava z družbo širšo in z gospodarstvom, kjer je dejansko treba vzpostaviti to zanko pogovorov. Še ena prosojnica. Zakaj že to počnemo? To je pa te ključno vprašanje. Namreč to je vse zdaj lahko bila akademska debata. Navedel bi sem 2 razloga. Prvi razlog je to, da smo dolžni našim otrokom zagotoviti, da bodo lahko konkurenčni v svojem prihodnem življenju. V tem trenutku s to izobrazbo, ki jo imajo, vsaj na tem področju žal niso. Oziroma ne bodo. To je prvi del. Drugi del, ki ga potem zelo pogosto slišimo ali pa slišimo, govori o tem, da imamo vse izbirni predmet na to temo. Kar se zgodi, če imamo izbirni predmet na to temo, je po moje in izkušnje in literatura tudi kaže, prihaja do enega drugega fenomena. Pride do fenomena tega, da dobimo še boljšo, še bolj razslojeno družbo. Namreč kdo vzame izbirni predmet? Izbirni predmet vzamejo samo tisti, ki jih starši silijo v to, starši, ki se zavedajo tega, vsi ostali pa na nek način do tega predmeta ne pridejo. Kar pomeni, da teh znanj, ne kot predmeta, ampak znanj preprosto en del populacije pravzaprav nima, kar pomeni, da je hudo nekonkurenčen. Zdaj, če zaključim celo stvar še enkrat v zgodbi, 4 cilje imamo, vprašanje je, kako bomo do njih prišli. Verjetno Aleš iz ministrstva, ki je povedal, kako ministrstvo gleda na celo zadevo. Namreč na zadnjem sestanku je ministrstvo bilo zelo pozitivno nastrojeno do tega, tudi podpira, tako kot razumem v pogovorih, to izpolnjevanje teh 4 ciljev, vendar se pa vsi zavedamo tega. Ampak jaz upam, da kjer je želja, je tudi uspeh. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj nadaljevali bi z naslednjim panelistom, gospod Zorko, mikrofon. Zdaj, gospod Zorko ima dober vpogled na stanje v gospodarstvu, na vse zadnje tako iz svojega podjetja, kot tudi z gospodarske zbornice, ker sodeluje. Zdaj, kako je ta digitalizacija spremenila poslovanje, kakšne kadre se išče, kakšnih znanj kadrov v bistvu podjetjih primanjkuje in kako se na nek način soočate s to težavo, ki je prisotna in znotraj katere se v bistvu govori o dosti visokih številkah, kar se tiče pomanjkanja nekih IT kadrov v svetu, ne samo v Sloveniji. Pozdravljeni. Mislim, da je ena stvar zanimiva, ker pomeni, da redko se zgodi, da gospodarstvo se ne spreminja zaradi recimo nekega stroja ali pa tako, kot je bilo rečeno, ampak se je spremenilo zaradi tega, ker se je spremenilo okolje.
To se pravi, vsi mi smo zmeri računali, zato ker imamo računalnik, bomo delali drugače, zato ker imamo boljše procese, bomo delali drugače, bolj optimiziran, ampak ni tako, ne. To se pravi, dan današnji živimo v digitalnem okolju, uporabniki zahtevajo pravzaprav odgovor na naročilo v sekundi, zahtevamo vse serije po ena, ker pomeni vsak hoče imeti sebi prilagojen proizvod, avtomatizacija mora biti super, odločati se moramo brez napak in tako naprej. Tako da, če pogledamo, kaj nas je prisililo okolje, je pravzaprav to, da gremo v to digitalno transformacijo. Nemci rečejo Industry 4.0, Japonci rečejo Society 5.0, to se pravi, gremo v neki smeri prilagajanja gospodarstva okolju. In potem, ko se gospodarstvo prilagaja, gremo v prilagajanju zaposlenih gospodarstvu, ki se prilagaja okolju. Tako da jaz bi samo upozoril na to, da načelno podjetja zmeri na koncu razmišljajo o tem, kakšne kadre rabijo, najprej razmišljajo o tem, kakšen denar hoče zaslužiti ali pa koliko malo stroškov hoče imeti s temi stvarmi in kaj se zgodi. Zgodi se, da s par letno zamudo ugotovimo, da imamo problem. Tako da v Sloveniji ali pa tudi v Evropi imamo problem. V Sloveniji nismo toliko slaba država, kar se tiče ICT firm, jih imamo več kot 3000, kar je za našo populacijo 100 000 podjetij relativno veliko. Imamo v ICT sektorju zaposlenih več kot 25 000 informatikov ali pa strokovnjakov na tem področju, pa pogledamo še IT oddelke v drugih firmah, pa jih je še 25 000, kar pomeni, da 50 000 ljudi je kar neka številka. Ampak ti ljudje so stari. Če pogledamo, koliko ljudi dela v IT-ju v Sloveniji, je starostna meja teh ljudi, ki dela v IT-ju, relativno visoka. Govorimo nad 40 let in še več. Tako da imamo problem, da pravzaprav mladih v določenih generacijah sploh nismo ujeli v ta sektor, ampak so šli pravzaprav v druge poklice ali pa na drug del. In pa problem je v tem, da se zdaj javlja ogromno problem, da imamo premalo IT-jevcev, premalo tistih, ki so sposobni programirati, ki so sposobni narediti rešitve, ki so konkurenčne rešitvam druge v Evropi ali pa v svetu. Kombinacija starih mladih je super, ampak če pravzaprav so sposobni skupaj delati, kar pomeni, da manjka tudi en sociološki vidik, ki ga pa dobimo v tem digital svetu mogoče malo prej, ne pa, ker smo ali sami tehniki ali pa sami pravzaprav neki drugi poklici ali pa iz drugih industrij prihajamo. Tako da jaz mogoče še za ta del, ki ni IT-ovski, mi v Sloveniji imamo trenutno, se veliko pogovarjamo o tem, imamo programe digitalizacije gospodarstva, imamo digitalno koalicijo, imamo digitalno partnerstvo, imamo programe tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se vlaga milijone in milijone evrov v digitalizacijo firm in ugotavljamo, da je velik problem, da nimamo znanja, posledično, problem je, da nimamo kadrov, ki bi imeli znanja ali pa da nimamo znanja na kadrih, ki jih imamo v firmah. In kaj se dogaja? Take enostavne zadeve, narobe se odločamo, ne? Naše odločitve so take, kot so bili 15 ali pa 20 let nazaj, ker nimamo prave tehnologije ali pa ne uporabljamo prave tehnologije, predvsem pa ne znamo uporabljati podatkov iz tega okolja ali pa informacij, ki so nam na razpolago. Ne odločamo se za projekte digitalizacije firm, zato ker se tega bojimo. Direktorji nimajo teh osnovnih znanj, razumevanja, ki so bile že tam napisane, da bi sploh razumeli, zakaj nekaj potrebujejo. Ali pa primer vam povem, da je približno 50 slovenskih velikih podjetij vložili v blockchain, ne da bi vedeli, kaj je to blockchain. Zato, ker je bilo modern, pa zato, ker je bilo veliko, ker je Bitcoin veliko stal. Amben pa ni vedel, kaj je pravzaprav ta servis sploh pomeni, ali pa kaj pomeni utility token, pa kaj pomeni kaj drugega. Tako da pravzaprav tukaj je bilo znanja ogromno in so šli, premalo in so šli pravzaprav določene stvari. Tako da mi mečemo denar posledično skozi okno, zaradi tega, ker ne naredimo domače naloge prej, zaradi tega, ker se ne zavedamo pravzaprav problemov. Jaz govorim, ni problem samo država, problem je tudi gospodarstvo, problem je tudi izobraževalni sektor, vsi skupaj bi mogli stopiti in pravzaprav sfinansirati to. Mi moramo te stvari ugotoviti, kaj rabimo. Če smo rabili včasih svinčnik pa papir, pa knjigo, pa branje, pa tako naprej, rabimo zdaj pravzaprav še ta digital skills zraven, da bomo razumeli tehnologijo, da jo bomo znali uporabljati in na koncev, da bomo pameten pa varno uporabljali. Spet en tak butast primer, ne vem, cela država promovira izmenjavo računov preko maila, pa sem ne zaveda, da je približno 50% možnosti imaš, da ti kdo nadomesti tisti file noter z nečim drugim, ker niti ne poznaš, kdo tega pošilja, pa kako ne. In nismo pripravljeni enega centa plača za to, da bi varno prejeli ali poslali recimo račun kot taka osnovna dejavnost. Govorimo o firmah zdaj, ne o ljudeh. In na en narobe poslan račun je stroškov za približno 500 do 1000 evrov, ker moraš sistem preveriti nazaj.
Tako da sam te stvari vam hočem povedati, da imamo problem in jaz mislim, da se gospodarstvo počasi zaveda, da moramo v te stvari vlagati in tukaj je, jaz mislim, da zelo močna podpora, da se gre v smeri in da začnemo to graditi v osnovnih šolah, srednjih šolah in v kombinaciji pravzaprav tudi na strokovnem ali pa čisto visokošolskem izobraževalnem sistemu, tudi da tisti, ki niso informatiki, dobijo to znanje, kot so zdravniki, pravniki, tehniki, strojniki in tako naprej. Tako da mogoče za začetek, sam da vemo, da ni vse lepo, kaj se svet. Okay. Najlepša hvala. Tako, najlepša hvala. Sedaj pa smo slišali nekako o raziskavi, ki jo je predstavil profesor Brodnik. Zdaj pa, gospod Ojsteršek, vi ste vodja sektorja za razvoj izobraževanja, ste seveda z tem delom skupine seznanjeni. Imate pa v bistvu tudi odličen pogled na celotno sliko razvoja izobraževanja v prihodnje. Zdaj, glede na to, da iz raziskave izhaja, da je potreben nek drugačen pristop, neke spremembe pri izobraževanju računalništva, informatike, teh vsebin, kako ste se tega lotili na ministrstvu, kaj nastaja, kakšni so časovni okviri? Lep pozdrav. Lahko danes govorim kot vodja sektorja za razvoj izobraževanja, lahko pa tudi kot predsednik strokovne komisije, ministrove komisije, ki je oblikovala smernice, jih posodobila za razvoj IKT vsebin v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, kjer smo zbrali v bistvu vse strokovnjake, bodisi od do, se pravi po celotni vertikali in horizontali. In kjer smo v bistvu do leta 2020 dogovorili smer razvoja na področju, ko govorimo o kompetencah. Tukaj danes bi želeli govoriti še o temeljnih znanjih nekoliko več. O temeljnih znanjih lahko z našega zornega kota polja raziskav izpostavimo, da smo eden od sektorjev na ministrstvu, kamor se največ tovrstnih pobud zbere, priteče. Praktično ne mine teden, mogoče 2 do 3 pobude tedensko o vsebinah, ki bi jih različne deležniške skupine želele, da se uvede v učni načrt osnovne šole, srednje šole. Se pravi, konkurenca, prav tako nočem vrednostno soditi, je precej velika. Dnevno jih spremljamo preko medijev, se pravi, nekatere skupine so medijsko bolj udarne in pridejo na naslovnico, tale tema recimo redkeje, v tem tednu pa mogoče tudi to doživimo. Sicer pa naš sektor tudi ta, ki vsako tako strokovno pobudo oziroma proces pripelje. Pravi, kot ministrstvo, kot upravni organ, kar se bo videlo danes v nadaljevanju, je mogoče to njegova najpomembnejša vloga, da pomaga vsem družbenim skupinam, da na koncu dne uspe z razpravo priti do cilja. Realizacija po druge vrste izziv. Kot družba, seveda, ko govorimo o izobraževalnem sistemu in smo izpostavili tale pregovor, da je lažje predstaviti pokopališče, kot pa spremeniti kurikulum, gre tukaj tudi za to zadevo za pričakujočo javno razpravo, ker vsaka nova vsebina pomeni neke druge vsebine manj. In to je zahtevna javna razprava, kjer se bodo soočili argumenti in na tem postopku mogoče naslednji ideji predstavimo še ta del, se bo izkristaliziralo, ali je pripravljenost družbe, da prisluhne argumentom ali pa jih zavrne. Ker teh poskusov smo v preteklosti na drugih področjih že imeli. Dejstvo je, da smo v tej fazi na točki, ko politična volja je. Se pravi, minister svojo ekipo je prisluhnil v skupini Rinos
in strokovnim zavodom dal naročilo, da v mesecu dni pripravijo predlog akcijskega načrta, kakšen je možen pristop. Kaj bo strokovni predlog, se bo hitro potem pokazalo, kako dolga bo ta pot. Je to 2 leti in pol, da sploh pridemo do podlag, ali pa bo to vendarle hitreje. Vkolikor bi bilo potrebno iti po poti, kjer bo potrebna sprememba zakonodaje, potem so to kar dolgi procesi, ki potem sledijo razvoj programov, usposabljanja in na koncu dne uvedba. Vkolikor bomo pa tukaj v procesu posodabljanj obstoječih nekih vsebin, pa pot krajša, vendarle kljub vsemu bo terjala precej napora, ogromno dialoga, tako da tu je treba počakati zdaj na prvi dokument Zavod za šolstvo, ki je osrednje telo v Republiki Sloveniji, ima nalogo, da pripravi strokovni dokument, ki bo omogočil tem uvid, kaj je predlog stroke na tej točki. Sicer pa smo kot sektor za razvoj prisotni že desetletja skupaj s celotno družbo, šolami, učitelji, zavodi, profesorji, spravi univerzami, ampak kot omenjeno na razvoju kompetenc, pravi spretnosti upravljanja v informatizirani dobi. Tukaj pa verjamem, da se več ali manj srečujemo in ni potrebno izpostavljati. Smo pa skupaj z infrastrukturo, ki jo nekateri vzamejo za sidrno točko in pravijo, pri infrastrukturi se vse začne do didaktike in pripomočkov, strokovnih usposabljanj in evalvacij praktično pokrili celotno področje. V obdobju, ko je država investirala recimo do 2013 precej več sredstev v to polje, smo bili pionirji. V vmesnem obdobju je to postala tema B in danes že mednarodne raziskave pokažejo, da smo na nekaterih področjih že na repu. To je pa izhodišče mogoče za drugi del. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Ojsteršek, z nami je danes tudi gospa Minič, učiteljica na osnovni šoli, kjer poučuje računalništvo in matematiko. Pač 2 predmeta, se pravi. Zdaj ste v neposrednem stiku z novimi generacijami. Nekako, a nam lahko predstavite, kje so tisti ključni izzivi nekako pri poučevanju teh računalniških vsebin, kakšne so vaše izkušnje? Mogoče bi bilo zanimivo tudi slišati, kakšne so te izkušnje nekako v luči poučevanja matematike in poučevanja računalništva, vendarle nekako to sta z vidika obsega in sistematičnosti zelo različni vsebini dan. Vsaj zdi se tako, mogoče se tudi motim. Kako se učitelji tega lotevate? No? Pozdravljeni vsi prisotni. Jaz najprej bom morala povedati to, da mi je zelo težko danes govoriti, ker sem osebno učiteljica iz ene osnovne šole in sem dobila besedo za tako pomembnimi osebnostmi. Ne. Učiteljice smo vajene zapisovati, tudi se kaj pripraviti. Ne. Tudi direktno prihajam po pouku v šoli in nekako prva moja naloga, ki sem rekla, da bom danes povedala tukaj, ker govorim v imenu veliko učiteljev, ki poučujejo računalništvo. Eno kolegico sem že zasledila, da je tu žal ni nas toliko veliko tukaj, ampak glede na forume, ki so potekali včeraj, vem, da je interes za to temo zelo velik in pravim, da sem obenem ponosna, pa obenem zelo žalostna, ker jaz tukaj govorim, ker vem, da v teh 5 minutah ne bom mogla zajeti vse probleme, s katerimi se učitelji računalništva soočamo na osnovnih šolah.
Namreč vprašali ste me, kako je z matematiko. Matematika je moj prvi predmet, torej poučujem matematiko, sem profesorica matematike, poučujem na osnovni šoli. Moja druga ljubezen je tudi računalništvo, ponavadi to gre roko pod roko, čeprav vemo, da sta to obe znanosti vsaka za sebe, ki sta zelo pomembni v današnjem času. Ker je današnja tema računalništvo, jaz se bom lotila tega in bom malo pojasnila prisotnim, kako to izgleda v osnovni šoli, da dobite boljšo sliko. Eni ste tu mlajši od mene in mogoče tudi boste kaj povedali, kako ste, ali ste spomnili, ko vam govorim, kako ste vi doživljali vaš pouk v osnovni šoli in kako ste se učili računalništva, če ste ga sploh imeli. Mislim, da ste, ne, ste že te generacije tukaj. Zdaj pa takole, v osnovnih šolah računalništvo se pojavlja v naslednjih oblikah. Ne. Jaz sem tu zdaj prinesla slučajno, ker učiteljice ponavadi poberemo, pa zberemo vse sorte, lahko bi vam prinesla tudi pripomočke, ki jih imam za računalništvo. Zdaj sem trgala en test iz matematike in to je eden preprost algoritem, ne, sicer na testu za matematiko, ampak takšen algoritem, ki ga jaz poskušam naučiti moje učence in ki ga lahko dojamejo in razumejo, in bi lahko prosila, če bi to šla malo krog. Torej, ta algoritem boste vi tudi razumeli in verjamem, da tudi boste se strinjali z mano, da ga vsak osnovnošolec je sposoben doumeti. Ne. Jaz tukaj vam bom poskusila predstaviti tisti algoritem našega šolskega sistema, ki ga imamo v osnovni šoli in ki je zelo zapleten, in bom rekla, ko vam ga bom predstavljala, zagotovo ne bom uspela vse te luknje, ki jih imamo, pokriti, ker zagotovo ena zanka, tista neskončna, gospod profesor bo me razumel, tista zanka, iz katere ne najdem izhoda, zagotovo, pa je še rešujem, ker sem učiteljica računalništva, bo zagotovo tu nekje prisotna in je ne bom uspela zajeti. Ne. Tako da, računalništvo v osnovni šoli se izvaja na takšen način. Imamo izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu, seveda, tako kot so v uvodu povedali, profesor Brodnik, ne zajeme vso populacijo osnovne šole. Torej, in opozarjam, to je eden izmed 85 izbirnih predmetov, ki jih imamo na osnovni šoli. 85, mogoče sem se zgrešila v številki in ker zapisujem, ker sem učiteljica, tu sem slišala predhodnika, ko je omenijo, različne deležniške skupine želijo uveljavljati različne vsebine v osnovnih šolah. Jaz mislim, da je tega ogromno več, jaz zastopim, da so različne potrebe današnjih časov, ne, in da imamo tisto ogromno maso tistih vsebin, ki jih različne deležniške skupine uveljavljajo, ampak strinjali se boste z menoj, da je tudi tega ogromno preveč. Torej, en učenec v šoli treba izbrati med vsebinami, ki jih je 85 ponujeno v štartu, pa mi to učitelji omejimo, glede na kadre in tako naprej. Torej, izbirna vsebina v 7., 8., 9. razredu, učni načrti precej zastareli, ampak ponujajo svobodo učitelju, da tako so napisani, hvala Bogu, ohlapno, da lahko prilagodimo te vsebine po zdravi pameti, ne, svojim učencem. Naprej, to ni vse, računalništvo ni le izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu, je tudi lahko interesna dejavnost. Interesna dejavnost lahko zajame na osnovni šoli učence od 1. do 9. razreda, ampak spet so razlike. Velike šole, majhne šole, podeželske šole, to so najprej globalne razlike, ne. Mestne šole, odvisno od števila učencev, od IKT-ja na šoli, ne, tehničnih zmožnosti na šoli, števila učencev in tako naprej. In seveda tu je odločitev učitelja, kjeri, recimo na eni veliki šoli, učitelj se mora konkretno odločiti, v katerem razredu bo izvajal interesno dejavnost, na majhni šoli dobimo neko skupino učencev, ki je zelo neenakomerno razporejena glede na število učencev oziroma na njihovo starostno skupino. Naslednja možnost poučevanja na osnovni šoli računalništva je v obliki razširjenega programa, ne, ki tudi po novim
omogoča, da odvisno od vodstva šole seveda in odločitve, da na nek način se uvrščajo te računalniške vsebine v sam pouk. In zadnja pomembna instanca je tisti neobvezni izbirni predmet, kateri je imel dober namen, ampak pol je trčijo na goro negodovanj in različnih drugih polemik, ne, ker dejansko spet je to en predmet, mislim, da ste na to o tem vi prej govorili, mogoče otrok ni mogel izbrati, ker se pač odločijo za nemščino, potem avtomatično se ne more odločiti za računalništvo, to je pač uvedba neobveznega izbirnega predmeta v drugo obdobje. In verjamem, da se tu najde še kakšna zanka pri tem. Zdaj sama sem mnenja, da je predmet zelo pomemben, ker danes, tako kot je gospod iz gospodarstva povedal, te kompetence so nujne, potrebne, nudijo podporo tudi ostalim predmetom. Danes ne moremo brez medpredmetnega sodelovanja na šoli, tako tudi verjamem, da brez medpredmetnega sodelovanja ne gre tudi v kakšnem gospodarstvu in tako naprej. S tem, kar sem povedala, upam, da vam je jasno, kako je na terenu, z katerega prihajam. Zboriti se z našimi mladimi učenci, katerim zagotovo vsi želimo dobro prihodnost, pa želimo znanje, predvsem učitelji. Hvala, to je z moje strani. Tako, zdaj smo slišali 3 sogovornike iz različnih ravni izobraževalnega sistema, slišali smo tudi predstavnika gospodarstva. Zdaj, realnost pa je, da je tu še nevladni sektor, ki je pomemben člen pri zagotavljanju določene stopnje nekako računalniške pismenosti. Tudi iniciativa tedna programiranja v veliki meri nekako spada na to področje. So dejavnosti, ki jih izvajajo društva, različne organizacije, zavode in tako dalje, le zapolnjevanje lukenj v izobraževalnem sistemu, v tem, kar smo tudi do zdaj slišali, ali gre tukaj predvsem za neko drugačno vlogo. Če zastavim vprašanje mogoče drugače, kaj je za polje civilne družbe pomeni potreba po višji stopnji neke računalniške pismenosti, računalniške izobrazbe? Pozdravljen še v mojem imenu. Hvala lepa za povabilo. Cenim, da smo se zbrali v multidisciplinarnem miljeju oziroma da tukaj ne govorijo ali pa ne govorimo samo prepričani. Zdaj iz panelistov pred mano sem nekako razbral, da je, bom probal povzeti probleme, ki jih ima Slovenija, pa jih bom probal še malo kontekstualizirati v družbenem kontekstu. Se pravi, prvi problem, ki ga ima Slovenija na globalnem nivoju, je, da nam planet propada. Noben ni tega omenil, to se vsak dan dogaja, propada nam planet, propada nam okolje zaradi različnih dejavnikov, med drugim tudi zaradi industrijskega vpliva oziroma vpliva industrije na okolje, v katerem živimo. Zdaj, drug problem, ki ga ima recimo bolj konkretno Slovenija, da planet propada ni samo stvar Slovenije, ampak tudi ostalih držav, konkretno Slovenija je, da država posredno in neposredno iz proračuna financira madžarsko propagando. In tretji problem, kolikor sem ga zdaj tle zbral iz predhodnikov, je, da premalo ljudi študira informatiko. Tle nekje smo. Zdaj, vprašanje po moje ni, a študirati informatiko ali ne študirati informatike, oziroma a se to zdaj, da rečem, splača ali ne, ali bomo s tem zadostili potrebam industrije ali ne, ampak kaj zdaj razumeti pod študij informatike in kaj ne. Dr. Brodnik je uvodoma začel z Marijo Terezijo, se pravi s feudalizmom, in tudi zdaj se v bistvu nahajamo v spletnem feudalizmu. Spletno okolje, spletno informacijsko družbo obvladuje nekaj podjetij, ki v bistvu kontrolirajo globalno to sceno. Se pravi, govorimo o nekih feudalcih, govorimo o nekih nadzornikih celotnega prostora in zdaj se v bistvu pogovarjamo o tem, a izobražujemo, da rečem, dajmo lepo reči, delavce oziroma modre ovratnike 2.1, ker ne bi takoj štartal na sužnje oziroma na podložnike, ali jih ne. Problem je v vsej prisotni tehnologiji oziroma v tem, da se je ta panoga od recimo 80-ih oziroma od 90-ih let zdaj prevalila v čisto vse možne, ne samo industrijske, ampak tudi družbene pore. In da kot taka v bistvu zdaj zahteva en
korenit premislek o tem, kaj zdaj to sploh še pomeni. Ne, a to zdaj pomeni, da znamo vsi v osnovni šoli programirati v Basicu, potem znamo vsi v srednji šoli programirati na pamet govorim, ker nisem iz tega področja, v C++ in potem na koncu znamo vsi programirati, zato ker neke industrije tečejo še zmeri na Fortranu, še malo v Fortranu. Ali se zdaj pogovarjamo o tem, da pač v procesu izobraževanja ponudimo ljudem, učencem, učenkam, znanja, ki ne samo, da bodo pač koristna pri ustvarjanju tehnologije, ne, ker kdo ustvarja tehnologije? Delavci. Ne. Mi se zdaj tle pogovarjamo o tem, da rabimo ustvariti nek nov delavski razred, ampak da jih bomo vzgojili oziroma da jih bomo izobrazili, da bodo znali kompetentno ocenjevati in družbene vplive in v bistvu umeščanje tehnologije v družbo in vse ostalo. Malo bi tako naredil en zoom out, da se, kot že rečeno, da se ne bi preveč zapenjali okrog nekih specifik, ki načeloma v bistvu tangirajo samo eno področje industrije. Ne. Zdaj, 2 citata sem si zapisal, dolžni smo zagotoviti konkurenčnost otrok, pa me je kar malo stisnili, zaradi tega, ker je v bistvu konkurenčnost oziroma ta neoliberalna kapitalistična drža v povezavi s šolo res kar malo perverzna. No. Perverzna v smislu, da si jaz predstavljam ali pa da sem šel jaz čez slovenski izobraževalni sistem z mislijo ali pa da mi je slovenski izobraževalni sistem pustil v glavi to, da človek, ki pride ven, ni samo delavec oziroma mu ne dajo samo lopate pa krampa pa rečejo, tamle je zavod za zaposlovanje, ampak da vzgajajo v bistvu državljane oziroma neke celostne osebnosti. Ne. In zdaj problem, ki bi ga jaz naslovil oziroma vloga nevladnih organizacij v tem področju je dosti podobna. Ne. Država v Sloveniji z načinom financiranja nevladnih organizacij oziroma z relacijo, ki ga ima do nevladnega sektorja, v bistvu dela nek outsourcing. Ne. To je zelo familiaren izraz v informacijski družbi, pač nekaj outsourcaš. Ne. In država na področju nevladnikov dela, ne bom rekel hudo napako, ampak si v bistvu na nek način prisvaja ta sektor, ga drži pod svojo perutjo, mu daje denar in hkrati mu nalaga, da ne nekaj dela, hkrati se pa od tega sektorja pričakuje, da ne bi bil neka kritična refleksija oziroma nek kritičen odboj tega, kar počne politika oziroma država. Tako da na koncu, da ne bom predolg, ker sem po moje že, bi rad debato mogoče malo, da rečemo grabu, pa jo malo uokviril v to, da se je treba vprašati, komu zdaj oziroma katerim interesom služijo pač informacijsko pismeni delavci, kje je problem vzgoje državljanov ali pa tega, da se potem iz človeka, ki pride ven iz izobraževalnega sistema vzgoji državljana, ki ni samo producent ali pa proizvajalec tehnologij / delavec, producent se lepše sliši, ampak da zna v bistvu tudi kritično reflektirati in da se zna kot družben akter postaviti v relacijo med industrijo, med potrošnikom, med državo in med ostalimi akterji, ki delajo na tem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tukaj gospod Zorko je že pokazal, da ima nekaj za pripomniti. Meni je všeč to razmišljanje, ampak moram se zavedati, da dan današnji je tisti delavec, ki naj bi bil v industriji ali pa pogledamo končne cilje, tega naj bi bil tak, ki je vzgojen in dela točno tako, kot mi hočemo, je načelno naj bi bil samo robot. Vsi ostali naj bi bili pa tisti, ki prinesejo dodano vrednost, ki so zadovoljni, ki so srečni, ki so koristni in ki pravzaprav imamo refleksijo na vse, kar se pravzaprav okrog nas dogaja. Zato, ker po mojem je osnovni cilj vseh nas je, da se upamo spremeniti stvari, da upamo odreagirati na okolje, da upamo biti inovativni, da znamo, da se učimo, ampak nič od tega se ne zgodi, če nismo srečni pa koristni. Tako da, ampak to mislim kot firma ali pa kot oseba ali pa kot država ali pa kot vse skupaj. In zaradi tega je po mojem to skupen interes. Ne govorimo izključno kapitala, ampak če pogledamo vseh skupaj, nas kot države in kot tistih, ki tukaj delamo in živimo in tako naprej, pa mora biti.
Tako da jaz mislim, da ta vaše razmišljanje je pravo, ampak da moramo pravzaprav imeti to vsi cilj, da je tak isti, ker pomeni, da mora država ne delati po zakonu, ampak mora delati v dobro vseh nas, ne? In pa, da pravzaprav sprememba ni kompleksna in dolgoročna, ampak je lahko trenutna, če se to upamo narediti. Tudi, če pogledamo agilno poslovanje, govori točno o tem, ne, na odzivanju okolja, in če trenutno rečemo, da se moramo odzvati zaradi informacijske tehnologije v minutah na zahtevo stranke, bi se načelno tudi država pa družba mogla biti sposobna temu prilagoditi. Tako da jaz mogoče samo ta vaš del mi je bil dobra istočnica, ampak se mi zdi, da cilj je vseh isti, ne, sam skrivamo se vsak za svojim panelom, to se pravi gospodarstvo kapitalskim, en drug na, ne vem, formalno pravnim, en ta drug se za nečem, in če te panele dol vržemo, mislim, da to ni taka težava. Premalo nas je, da bi komplicirali življenje drug drugega. Komu dam nazaj? Ja, no. Se strinjam, da je lahko za nekaj časa razprava ugrabljena in repliciramo predstavnikov nevladnega sektorja. Sam razumem na enak način, vendar, če bi ostali vseeno znotraj današnjih okvirov, pa razpravljamo o izobraževalnem sistemu, tu vendarle menim, da je celoten izobraževalni sistem, učitelji, profesorji, vsa stroka, pred istim izzivom. Isto pa podpira tudi, rečemo, ministrstvo resorno s financiranjem tovrstnih pristopov, in tu lahko izpostavimo tekoče, rečemo, programe, ki tečejo v šoli in so namenjeni odkrivanju in izboljšavi vsakodnevnega šolskega dogajanja. Govorimo o novih didaktičnih pristopih, se pravi, da s pomočjo tehnologije učečega vendarle naredimo v aktivnega, se pravi, ne pristajamo več na klasičen sistem podajanja tabla klop, to se dogaja. Potem govorimo o fleksibilni organizaciji, o učnem okolju, ki presega meje učilnice, in tukaj poznamo odlične učitelje, ki razumejo, da se svet dogaja tudi preko in da tudi s pametno rabo IKT-ja, in pa govorimo o smiselni rabi IKT-ja. Se pravi, tukaj, ko govorimo o kompetencah, kar sem prej želel povedati, menim, da smo na pravi poti, ali pa sej na poti, ki pomaga načenjati tudi teme, ki ste jih prej izpostavili, zdaj pa se neposredno dotaknem, kritičnega učečega in kritičnega aktivnega državljana. In tukaj želimo in tudi izpostavljamo ključne teme. Ko pridejo različne pobude, da bi še to in ono umestili noter, vendarle rečemo, zavedajmo se, da želimo imeti aktivnega državljana in kritičnega. Pravi, da razume, se oboloži s podatki, da zna uporabiti tehnologijo in naj on presodi. Danes je vendarle toliko podatkov, da ne želimo, da vse prihaja preko katedre. Tako da trajnostni razvoj in vse ta vprašanja pa menim, da so sestavni del tega. Mislim, da je bila razprava nekoliko ugrabljena in da bi vseeno mogoče današnje omizje vrnili pa na ta segment informatizacije, ker ste pa dobro pa pohvali, to, kar sem sam prej imel v mislih v nadaljevanju, bo ta razprava in ta tema soočena s temi dilemami. Točno to se bo dogajalo v naslednjih strokovnih razpravah, v to širino bo šlo. Hvala, profesor Borodnik je Lahko tudi jaz povem naspredno. Tudi bi se strinjala s predhodnima dvema, glede tega, da vsekakor šola, jaz se bom vrnila spet v šolske klopi, da šola želi razvijati pri naših učencih, učence, ki se bojo zavedali tudi uporabi IKT komunikacije in ne samo tega,
nujno je pomembno, tako kot ste vi povedali, komu služijo IKT pismeni delavci. Najprej jih moramo pismeniti v osnovni šoli, da se sploh zavedajo vseh teh nevarnosti, ki jih lahko čakajo, vseh teh korporacij, ki ležijo nad vsemi nami, potem pa grejo tisti majhni koraki. A to menimo učitelji, da se lahko doseže tudi s tistimi majhnimi koraki v šoli in nekako z omejevanjem tistih širokih vsebin, iz katerih naši otroki tekajo iz ene šolske ure v drugo, no da nekako država na nivoju pove, kaj je prioriteta naša, v kateri smeri želimo iti in kakšne otroke želimo privzgojiti za naprej. Glede tega mislim, da se vsi prisotni tukaj strinjamo. Ne? Mogoče bom na dr. Brodniku najprej. Kaj prvo s mikrofon? Za konkretno oziroma za preciziranje pač te teme, ki priznam, začel sem na makro, pa bom šel zdaj na mikro oziroma na nano, da vidiš, da znam tudi še kaj drugega povedati, ne samo mikro, pa nano. V glavnem, sta dve zadeve. Ne? Prvi problem, o katerem bi se bilo treba pogovarjati, pa se mi zdi, da se ga vsakič, ko se pogovarjamo recimo prav o informacijski družbi malo izognemo, je ta konstantna oziroma že več, pa bom tudi rekel 10 let trajajoča devalvacija poklicnih šol. Ne? Se pravi, tukaj jaz mislim, da smo naredili enkrat, ne vem kdaj, po moje, pred mojim časom, zato ker sem letnik 81, eno ključno napako in smo začeli namenoma ali pa ne namenoma projicirati, da če ni gimnazija, je brez veze. Ne, in smo v bistvu s tem uničili oziroma v neko luknjo porinili celotne sektore, ne govorim samo o informacijski družbi, ampak tudi ostale, kjer so se pač ljudje počutili manj vredne, manj koristne, manj srečne, pa jaz res ne bi sreče pa koristnosti enačil, zato ker to je, nimamo časa, pa nismo na ta pravi fakulteti za to razpravo, ampak je poanta v tem, da bi se mogli pogovarjati o tem, kako smo prišli do tega, da je pač poklic oziroma da so poklicne šole devalvirane in kaj lahko naredimo, da bi se mogoče na področju informacijske družbe zadeve malo spremenile in da ne bi šle toliko daleč, kot so šle recimo na drugih področjih. Druga stvar, ki se je pa tukaj tudi že večkrat ponovila, je pa to opremljanje oziroma vzgajanje kritičnega državljana, ki si ga jaz potem predstavljam, državljana je treba oborožiti znanji, zato da bo znal preceniti spletne fevdalce in tako naprej, da je tukaj nujna sistematizacija funkcije državljana in ali delavca. Se pravi, da vsakič, ko mi nekdo govori, da je treba imeti kritične državljane, si jaz predstavljam, da ljudi iz nekega varnega okopa pošiljamo v džunglo in ga zdaj učimo, ok, tole je puška, tamle so levi, zdaj te bomo dali ven in zdaj pač preživi. Nujna je kontekstualizacija tega zaradi tega, ker smo pač v neki socialni državi, vsaj na papirju, oziroma v nekem sistemu, ki pozna različne sistemske funkcije in kjer ima vsaka funkcija svoj del. In da se tukaj mogoče premalo ali pa prepočas ali pa na napačen način, ne vem, nek negativen termin si izmislite, tiskaj najbolj ustreza, lotevamo tega ravno zaradi tega, ker je potem relacija samo sreča, koristnost in neka relacija pač z industrijo. Toliko za repliko. Jaz moram priznati, da vedno mi je učitek se pogovarjati s kolegi, ki so izven recimo inženirstva pa znanosti v angleškem smislu besede, se pravi s humanisti in družboslovci, ker v resnici imajo drugačen pogled na svet, ki je drugačen, nič drugega kot drugačen. Zelo hitro se tudi dogovori, oziroma pogovarjamo o podobnih stvareh, ugotovimo, samo jezik je različen. Zdaj, refleksija in državljan. Jaz mislim, da smo se očitno narobe razumeli. Ne pogovarjamo se o študiranju informatike. To je prva in ključna ugotovitev. V tem, čemer se danes pogovarjamo, ni študij informatike. Slučajno, ker ima fakulteta za računalništvo in informatiko tudi družbeno dolžnost, da skrbi za razvoj tega področja širše v družbi, se to dogaja na tej fakulteti. Ni pa to študij informatike. To je študij česarkoli, oziroma to so splošne kompetence, ki jih mora imeti državljan danes, pa bom uporabil besedo, ki sicer ni všeč, postane konkurenčen ali primerljiv ali
ustrezno zadovoljen, oziroma da sploh zna pravilno se odločati o stvarih, ki jih bo srečal danes v tem svetu. In tega znanja trenutno naši otroci nimajo. Preprosto ga nimajo. V najboljšem primeru so znajo biti dobri uporabniki, ampak kaj več pa nimajo. In mi se pogovarjamo o tej zadevi. Pogovarjamo se o tem, da bo človek, ki je srečen v današnjem ali pa zadovoljen ali pa kakorkoli že uspešen, ima neko dobro samopodobo o sebi, lahko v tem primeru, ko zna o zadevi smiselno sklepati, da se zna pravilno odločiti. Danes, če vprašam nekoga, Domen je krasen primer, ker ne pozna tehnologije, a bi vzel blockchain ali ga ne bi vzel. Veliko se govori o njem. Blokovne verige, to zgleda, da je nek hit. Je Igor povedal zraven, da je bil to super hit, v katerega smo zmetali denarja, koristi pa ne pretirane. Če gremo na zgodbo iz gospodarskega zornega kota. Ampak osnovna zadeva, ali je pošta, ki jo dobim po elektronski pošti in v njej piše, da moram plačati 100 €, pa položnica je, pa lepo zgleda, pa še piše gor, ta prava položnica. Bomo plačali? Ne vem, če bomo plačali. A se bomo odločili, da bomo to sploh sprejeli kot smiselno zadevo. Zato potrebujemo takšna znanja in kompetence pri ljudeh. Ne govorimo o tem, kaj bo IKT industrija. Ona se ne pokvarja po svoje s tem stvari. Bo pa sicer zadovoljna in vesela, ker bo več populacije te, ampak to je ta zadnja industrija, v kateri in ta zadnji segment človeške dejavnosti, tako je za malce ali pa precej pretiravanja, o katerem se trenutno pogovarjamo. Pogovarjamo se o splošni človeški populaciji, o splošni populaciji družbe v Sloveniji, ki bo živela leta 2020, 30, 50, to so otroci, ki bodo šli že v 22. stoletju v pokoj. In kaj bodo oni, kako bodo vedeli, kaj jim velike korporacije, o katerih je Domen govoril, kaj pravzaprav ponujajo? Kaj je tista stvar, ki jo nudijo? Kje so nevarnosti tistih korporacij? Zato morajo dobiti to izobrazbo. Ne zaradi tega, ker bo industrija zaradi tega boljše živela. Samo še da zaključim eno stvar. In ko se začnemo o tem spraševati, mislim, da smo vsi na isti valovni dolžini. Še en primerček mogoče. Medijska zakonodaja. Medijska zakonodaja se je danes bistveno spremenila izpred 30 let. Pred 30 leti medijska zakonodaja je bil list papirja, v najboljšem primeru še televizija pa radio. No, s tem se Domen več ukvarja, je res Domen? Danes medij ni več to. Medij je nekaj drugega, ampak zato, da se kvalificirano o tem sploh znam spraševati, potrebujem neke temeljne znanja iz področja računalništva, informatike, da ne rečem tehnologije. Ker to je tista stvar, ki mi omogoča, da sem polnopraven državljan tega sveta, pa ne Slovenije. In to konkurenčnost jemljamo našim otrokom. Ne konkurenčnost na nekem gospodarskem področju. Sploh se ne pogovarjamo o tem. Saj jaz osebno ne vidim tega tako. In člani naše skupine Terinos tudi ne. Zdaj pa samo še ena stvar, ko se do tega pridemo in če se bomo zadinali o tem, potem je pa treba priti jasno, da, kot je kolega Leš rekel, ko bo prišlo do neke javne razprave, se bo pa treba odločiti, ali bomo se ukvarjali z brbučkologijo, ali se bomo ukvarjali z nekaj drugega. Ene znanja, ki jih moraš imeti v leta 2050, 60, ena so znanja, ki jih je fajn imeti. In to je tista ključni element javne razprave. Ne moramo se relativizirati na enak način. So znanja, ki so pač bolj pomembna. Težava pa je, seveda je pa težava, ker imamo problem kure in jajca. Nekdo, ki se bo odločil o tem, kaj je pomembnega leta 2050, se bo pač odločil iz tistega trenutnega znanja, ki ga ima v tem trenutku. In takrat pa pride naša dolžnost in naloga, da razložimo in omogočimo vsakomur, da se kot državljan, če temu spet, pa mi je zelo všeč ta beseda, polnopraven, odloča kvalificirano na prihodnosti te družbe. Tako, hvala. Lahko je sam par podatkov še zraven, ki to potrjuje. Mogoče sem to, da je
računa se, da približno 80% delovnih mest je opredeljenih kot digitalnih. To se pravi ne kot nekaj drugega, ne vem, toliko procentov ni ne medicincev, ne vsega skupaj. To se pravi, vsako delovno mesto potrebuje kompetenco na področju digitalizacije. Če bi uvedli digitalna delovna mesta, to se pravi osnovno uporabo digitalizacije na vseh delovnih mestih v Sloveniji, je ocena McKinseyja po raziskavi letošnjega leta 4% avtomatski dvig BDP-ja. To se pravi, to je 1,8 milijarde evrov. Ki gre v socialno... Sam tok za občutek. Ki gre v socialno državo. Tako. Pol pa še ta tretja, ljudje so kapital številka 1 v digitalni družbi, da nam razumeli to drugače, ne roboti ali pa tako naprej. No, prva kompetenca, ki se pričakuje od tega človeškega kapitala, je digitalna. Samo tako, na svetu in tudi v Evropi. Ne. Lahko osvetlim en del, kjer tudi relativno aktivno sodelujem sam. Izobraževalni sistemi, kot smo videli pregovorno, so zelo togi in premiki držav tukaj so zato počasni, potekajo pa na način, da se venomer in ves čas merimo in spremljamo in pogovarjamo. In tukaj so različne meritve in trenutno Slovenija v skupini držav, ki še ni začela uradno kurikularne reforme. Spadamo mogoče zdaj že smo druga raven, medtem ko smo bili po posameznih področjih tudi že kje v ospredju. Tako da to je mogoče nek odziv, da vendarle so države, ki so že vstopile, kar ne pomeni, da so spremenile. Pomeni, da so naslovile to vprašanje in vstopile v ta proces. Toliko sem. Takole, jaz se bom spet vrnila na tisti problem, ki ga jaz vidim. Potrebno je in bom konkretno povedala, ne bom okoli. Res, kot učiteljica na osnovni šoli vidim potrebo po sistematizaciji redne ure računalništva v pouk, celo od 1. razreda do 9. razreda. In za ta svet prihodnosti moramo vsekakor pripraviti naše učence. Se popolnoma strinjam s profesorjem Brodnikom, da tehnologije žal ne obvladajo. Učiteljem v osnovnih šolah je težko na takšen način, kakšen danes imamo sistematiziran pouk računalništva, izvajati pouk, čeprav se jaz pravim, vedno sem optimistična in poskušam to spreminjati, ampak veste, učitelji poskušam, ampak tudi poskušanje ni vedno dobro, ker jaz pri svojem poučevanju sem videla, da ko sem poskušala z različnimi igrifikacijami, o tem smo se menili z učiteljem, s profesorjem Brodnikom na začetku, da tudi takšen način pouka, ko imaš to interesno dejavnost, ne more pokriti, če ne pokrije vse učence, to znanje potem ni avtomatično sistematično. Kot ste vi vsi rekli, tehnologij prihodnosti še ne poznamo, torej moramo našim otrokom v osnovnim šolam dati predvsem dobra temeljna znanja, ne, na katerih bodo pozneje gradili svoj akademski ali profesionalni razvoj ali pa preprosto opravljali svoj dober poklic. Ne. In torej del obvezne splošne osnovnošolske izobrazbe bodo morali postati osnovna IKT znanja in koncept algoritmičnega razmišljanja tudi, ki je nujno potreben ne samo pri pouku računalništva. Ko ste me na začetku vprašali, tudi algoritmično razmišljanje pomaga pri pouku matematike, pri pouku zgodovine, pri pouku gospodinjstva na koncu koncev, ker en programer napiše tudi tisti programček za nek avtomat, ki nas postreže in tako naprej, pa na koncu koncev tudi uporabnike, če imamo nek navaden poklic, v katerem bo naš učenec srečen, bo se zagotovo srečal s tehnologijo in pomembno je, da znajo pravilno uporabljati. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Par replik oziroma par opomb sem si napisal. Mogoče me na začetku nisi v redu predstavil, Miha. Vse to lovim. Me nisi v redu predstavil, Miha. Se pravi, jaz imam sicer diplomo iz novinarstva, ampak pa je to zdaj umazana beseda. Drugače sem pa večino svoje kariere delal pač v tem IT sektorju, med drugim tudi v nekemu blockchain startupu.
blockchain sem raziskoval tudi kot novinar za revijo Monitor, ki se ukvarja v bistvu z neko kritično družbeno refleksijo teh tehnologij. In dajmo reči, da se mi zdi blockchain v bistvu en tak zelo lep konkreten simbol tega, kar v bistvu po mojem mnenju izvira ravno iz tega analitičnega oziroma računalniškega mišljenja, se pravi tehnodeterminizem. Reševanje problemov s tehnologijo. Ne. Zdaj recimo, če bi bili v volilnem letu ali pa če bi se bližal kakšen referendum, bi bile debate o e-volitvah, nečem, kar smo družboslovci ali pa politologi že, mislim, da leta 2004, takrat sem oziroma smo s kolegi začeli projekt e-demokracija.si, smo ga že takrat v bistvu, da rečem, in z družbenih in z tehnoloških aspektov milo rečeno sesul oziroma ga dokazali kot neuporabnega, pa se konstantno pojavlja tehnologija, bo rešila družben problem pasivnega državljana, ki ima pač problem, da ne more iti na volišče, bo pa glasoval, kot se lepo reče, iz naslanjača. Zdaj, kolega iz GZS je omenil davke, pa je meni to kar malo smešno, da se pogovarjamo o digitalnih podjetjih oziroma o digitalnem področju pa o davkih, ker se je že to, da pač grejo potem v socialno državo, lahko ste rekel. No, pač nekdo je omenil davke oziroma nekdo je omenil denar in socialno državo, pa sem nekako povezal, da govorite o davkih, da so pač digitalna podjetja ena od najbolj znanih pač tax dodgerjev oziroma tega, da grejo davki kamorkoli drugam, pa ne v socialno državo. In končno, mogoče se mi pogovarjamo, to se pa strinjam, mogoče se pa mi pogovarjamo o napačnem ciljnem občinstvu. Mogoče bi mogli namesto otrok izobraziti najprej odločevalce, ki so zdaj na položajih in jim nekako pojasniti ali pa jim nekako razložiti zadeve, na podlagi katerih bi se potem nove generacije prevajale oziroma uvajale v ta svet. Pa še eno, mogoče me res zanima, ker res nisem toliko veš tega, govorimo o učenju tehnologij v osnovni šoli, mene samo zanima, katere so te tehnologije. Kolegi so mi rekli, da moram nujno omeniti, da pač bi bilo zaželeno oziroma da bi bil eden od prvih korakov, da bi se Microsoft ukinil na osnovnih šolah oziroma da bi se pač uvedlo odprtokodne rešitve in da se pač tukaj ne bi delala razlika med eno korporacijo in ostalimi ponudniki, recimo, da temu storitev oziroma rešitev. Zdaj pa, prosim. Ker se jaz spet vračam na problem, tiste moje urce računalništva, in bom kar odgovorila. Recimo, jaz vedno začnem poučevanje računalništva z zanimivimi vsebinami, ki jih izvajamo na šolskem igrišču ali pa v šolski telovadnici. Torej, računalništvo za izvajanje ur računalništva ni vedno nujno potrebno imeti računalnik in tipkovnico, ker posebej z manjšimi učenci je veliko pestrih vsebin, s pomočjo katerih razvijamo ravno te sposobnosti, da učenci grejo korak po korak, ker jaz tukaj v tej debati nekako želim, da se vrnemo na to vprašanje računalništva v osnovnih šolah in moram reči, osnovne šole se tudi razlikujejo po tem, kakšno vodstvo imamo na osnovnih šolah, torej kako ravnatelj razporedi te urce in kaj da za neko prioriteto, torej kako organizira tim učiteljev in kaj je naš cilj, da počnemo s tistimi učenci. To ni vsekakor, da naši učenci igrajo igrice po računalnikih ali pa uporabljajo mobilne telefone tako, kot se jim pač zaželi, ampak da neka uporabna znanja, ki jih lahko doprinese računalništvo, tudi uporabljajo za obvladovanje problemov pri drugih predmetih. Iz tega razloga nekako bom rekla, tako kot naša ravnateljica, ko na konferencah preveč gremo v stran od problema, dajte dejstva. Dejstva, ki bojo pomagale te 4 prve točke, ki jih je omenil na začetku profesor Brodnik, da se nekako vrnemo na njih. Hvala. Predlagam, če imamo zdaj še nekaj konkretnih replik, da bi besedo mogoče občinstvo, da vedemo, to bo še kaj zanimivih. Strinjal bi se s kolegom, da je znanje odločevalcev tukaj
ena od točk oziroma njihova stališča oziroma pogled na svet, ena od ključnih točk, kjer bo zadeva stala, se njena hitrost dogajala. Tako da tu sami vidimo tudi nekaj intervjujev na to temo, da se sedanji menedžerji mogoče niso pripravljeni študiozno lotiti kakšne teme, se močno srečujem to tematiko vsakodnevno, se pravi, tukaj verjamem, da bomo, ali pa zagotavljam, vsaj strani moje pozicije, pa uvedli nekaj ukrepov, da se mi zdi, da bi bila slabša pot, da bi morali tržne prijeme vzeti, se pravi, angažirati PR službe, da začnejo s temi svojimi preprečevalnimi mehanizmi in jih povozimo, a ne, bi raje videli, da pridejo do spoznanj na ta študiozen način. No. Glede na pozicije, ki jih imajo, izobrazbo, moram iskreno povedati, večkrat pričakujem, da bo sogovornik to zadevno odziven, pa na koncu dne vidim, da imamo tukaj kar velik izvor težav. Hvala. Zdaj, na tem mestu bi predlagal, da damo besedo tudi vam, občinstvu. Zagotovo se tudi vam trnila kakšna misel, kakšno vprašanje, kritika, tako da vabljeni. Lahko, takole. Za začetek bi v bistvu edino prosil, da se predstavite, tako da vemo v bistvu samo toliko, da vemo. Ja, lahko usmeriš proti temu. Jaz sem veliko poslušal, sem njegovca, ampak ne moram, da gospe učiteljice, da si rekel, ne oplete, ne malo. Čisto replika na malo prej, danes res nismo, vsaj koliko sem jaz, se ne menimo o tem, da vabimo otroke na fakultete, ampak nekem temeljnem osnovnem znanju, ki ga potrebujejo otroci, delavci, da ne bomo rekli, ljudje nasploh. Sam prihajam iz gospodarstva, nisem pleten v šolskem sistemu, dal sem ga pa skozi. Ja, konkretno rečem za podjetje, kjer delam, pa poznam še kar nekaj takih podjetij. In prihajajo časi, kjer prihajajo generacije, ki so vajene vse na klik. To ni del šolskega izobraževanja, ampak se pričakuje, da je tudi potem v službi, ne? In da vse temu prilagojeno. Danes je vse podrejeno na končen cilju tudi te ergonomije in zadovoljstvu in koristi ljudi. In se v tej smeri tudi dela. Če je včasih človek ravno, ne vem, bom začel od jamskega človeka, cel dan, da se delal, da se hrano pripravi, je danes to malo drugače, da hrana nam nekaj za sproti. Sicer službo hodimo, ampak čas namenjamo mnogo čemu drugemu. In kaj je poanta? Gremo proti dobi industrija 4.0 in na vseh segmentih, vseh področjih, pa samo to malo, ja, primanjkuje nam ljudi spretnih z rokami. Ja, bom rekel, vodovodarjev, starih kleparjev, kovačev, kjer se še tudi zna in te ročne spretnosti so cenjene danes, ampak vse bolj se to prehaja v ta svet, kjer je vse to avtomatizirano oziroma digitalizirano. Danes so v podjetjih stroji, kjer praktično tega manualnega dela zmanjkuje in morajo znati ljudje upravljati stroje od par 100 evrov do nekaj milijonov vrednimi in je vedno seveda tam na začetku čisto vedno kaj predstavlja nekaj strah pred nečim novim, ne, v današnjem času in ko se ljudje soočajo s tem novim, je takoj izbjegavanje. Ampak kaj se dogaja? Vsako podjetje ima nekaj zaposlenih, jih je to 5 ali 50 ali 500, z razvojem nekih novih tehnologij in bi rekel procesa, če hočeš biti na trgu konkurenten, te tehnologije se, če ne živega, če hočeš biti konkurenten, siljujejo vsake toliko časa in moraš napredovati, se obnoviti, investirati. S vsem tem prihajajo tudi, bom rekel, zahteve po tej digitalizaciji oziroma znanju. Pa tu se pogovarjamo, saj danes, koliko sem rekel ven,
o tem, da vsi znajo programirati, ampak upravljanje s tem strojem, mašinami, napravim, kakorkoli, če hočemo delati. In prej, ko se ta neka temeljna znanja, a pa iz vse teh rekel, otroci, ljudje naučijo, da to novo, kar je, ni noben strah, pa če je že vsaj nekaj naslišal, prej je to lažje potem to uvesti v nekem podjetju, pa čim prej biti, bi rekel, konkurenčen na trgu, pa s tem delati. In danes se soočamo pač s tem, da ja, se vsega, učimo se marsikaj šole, na koncu pa jih mogoče, ne, 20% bo še tisto, kar je mislil, da bo, pa da se učimo in se potem vse priuči, ne. Če je ta projekt že nižje zajet, bi rekel, ta proces, pa v tem primeru, ker je ta pismenost digitalna, je to mnogo lažje. Ne pozabimo pa, da so ti, veliko nove generacije, XY, Z, kaj so že, so pač take, rekel, vsi tukaj zraven, ja, imamo telefone, imamo računalnike, imamo vse, ampak tako si tudi zamišljajo po tem delu, da ko pridejo v službo, vse tako delovalo. In tudi danes se podjetja trudijo, da taka delovna mesta zagotovijo. Nihče več ne bo kar naprej na roke žaklje nosov, pa po 100 kg, 2 nosla iz točke A v točko B, danes v tem namenjajo razne manipulacijska sredstva, roboti in kaj vsem. Tako da, čisto to, ja. Rabite neka osnovna znanja, ker so danes tudi, bi rekel, čisto ta zadnji industriji se to danes uporablja. Kjerkoli gremo, mora biti digitalizirano, no. Če ne bo šlo, je zastarelo, je prepočas, ni konkurentno praktično na trgu naprej, no. Samo to, no. Hvala. Najlepša hvala. Gospod. Pozdravljam, moj ime je Dominko. Jaz bi mogoče samo dodal eno nekaj vrste repliko na vprašanje, ki ste rekli, da bi bilo za odločevalce. Jaz mislim, da odločevalci so se več odločili, ko je leta 2000 pokojni dr. Drnovšek ustanovil Ministrstvo za informacijsko družbo, ne? Mislim, da pa ta ministrstvo danes niti več ne obstaja samo še neka pisarna, neka učilnica znotraj nekega ministrstva, ne? Tako da se mi zdi, da tukaj je že država naredila en velik korak nazaj na tem področju. Predvsem pa se mi zdi tudi kanček, če ne bom rekel cinično, če uporabim to besedo, da se o poučevanju za digitalno prihodnost pogovarjamo leta 2019. Mislim, da se bomo o teh ali podobnih stvareh pogovarjati leta 2005, 2007, ne pa 2019, ko so nas vse države že odprej rečeno prehitele in smo dejansko danes ne skoraj da na repu, ampak smo že na repu, zato se ne tega. Tako da, samo toliko. Hvala. Hvala. Prekarni predavatelj in oče nadobudnega desetletnika, ki se že dolgo leto v šoli ukvarja z računalništvom preko dodatnega izobraževanja, ne kot redni del pouka. In tako kot gledam njegovo izobraževanje v računalništvu, opažam, da seveda imamo učitelja, ki poučuje računalništvo in matematiko tudi ravno na naši šoli in je zavzet, se trudi, pač učitelj je kurah, tako potem mulci navdušen, seveda rad hoditi, ja. Samo to pa tudi vse. On s tistim znanjem, ki ga dobi na tem predmetu, kasneje pri pouku nima kaj za početi. Ostali predavatelji to znanje oziroma te potrebe po teh tehnologijah ne vključujejo v svoje predavanja. Zakaj so, ker tega ne obvladajo, tega ne znajo? Oni so se učili pedagoških prijemov še včasih, ki se rekel Gutenberga nekateri. In seveda nam že prižgat računalnik je, če seveda ne. In če bomo šli tako, da bo to računalništvo samo kot nek sveti predmet omejene eno manjšo skupino, to potem nismo dobesedno nič naredili. Vidim tudi kasneje v moji stroki na univerzi oziroma na visoki šoli, kjer predavam, predavatelji so v glavu
glavnem v teh področjih, v teh tehnologijah, na nivoju pritisnemo tale gumb in ta gumb nekaj naredi. Zaradi istega problema nimajo znanja o najnovejših tehnologijah, ker potem, ker prideš v sam predavateljski proces, ostati v razvoju tehnologije je strašno težko, če nimaš nekih širokih predavanj, nekih ljudi, ki so se to naučili in so sposobni to prenesti seveda navzdol. In teh ljudi primanjkuje. Ljudi, ki bi zmogli neko znanje posredovati s veliki večini predavateljev, ki ga potem prenaša na učence. Vse eden obvlada, dva obvladata, na to ni dovolj. Hvala, eno vprašanje, v bistvu, oziroma najprej moram vsem pokomentirati to, da ta lepa predstava, kako bo v neki bližnji prihodnosti vse tega dela roboti, vsi ostali bomo pa kreativni, pa srečni, pa ko bomo digitalno kompetentni, sej vsi vemo, da ne gre. Še zmer nam bojo, se pravičujem, imigranti ilegalni pucali skrete, in še zmer bo veliko ljudi v nekem srednjem ali pa ne kakšnem širokem razredu zelo nesrečnih, čeprav bo digitalno kompetentnih. Ampak moje vprašanje bo nekaj drugega. Recimo, da zdaj se pogovarjamo o nekem izobraževanju za karkoli že to je. Ne znamo temu dati čisto droge. Meni bo zelo všeč Andrejev odgovor, potem, ki je bilo nekaj sprovociral, da se ne pogovarjamo, vsaj jaz upam, da sem prav razumel, da se ne pogovarjamo zgolj o tem, ali bo izobraževalni sistem sproduciral učinkovit produkt za trg dela, namenjeno upravljam te besede, ki ne maram, da se ne pogovarjamo samo o tem, ampak da se pogovarjamo o tem, kako bomo pripravili tega otroka, človeka, ki gre skozi izobraževalni svet, da se bo pač znašel v tem svetu, ki je pač to, ali rečemo digitalno, kako pač že. In to vključuje tudi to, če govoriš ti o temeljnih znanjih, zame seveda, jaz kot malo tehnologa ne vidim, da rabiš nekaj malega razumevanja tehnologije, tudi zato, da razumeš, oziroma da ti lahko nekdo poljudno razloži, koliko je zdaj verjetno, da je en mail, ki je prišel prevara, da poznavanje, kako tehnologija deluje na poljudnem, na osnovnem nivoju, tudi pri tem pomaga, da pomaga mogoče razumeti, blockchain, da pomaga pri takih zelo osnovnih zadevah. Ali pa zaradi mene, da razumeš mogoče razlago, zakaj mogoče evolitve ne bi nujno delovali, pa zakaj tehnologija ni to čudovito rešitev za to. Skratka, za vaš ta širok spektr. In zdaj, če se pogovarjamo po eni strani o nekem pouku računalništva informatike, sam pojem, to je ta term, mi na prvi pogled zgleda preosko nekaj tudi, vem, da vaša skupina, ki ste delali, govorite precej širših zadevah in to zahteva sodelovanje precej širšega sklopa ljudi, več interdisciplinarskih izobrazb, še vse ostalo učitelje, kar spet si zanič odgovoril, formu to že delate, in v bistvu bi sam rad, da se mečkam bolj, predvsem v javnih razpravah, zato ker drugače se zamegljuje to, o čemu se sploh pogovarjamo, nekaj bolj izpostavlja, kako pravzaprav ste si to zamislili, oziroma kaj bi bil zdaj predmet, kaj bi bila vsebina tega poučevanja, recimo, če ga zdaj porinemo v osnovno šolo, vsi strinjamo, da nekaj je treba, torej, kaj bi radi učili, kdo bo to učil in kako se bojo različni deležniki povezovali med sabo pri tem. Hvala, bomo zdaj dali za kratko repliko profesorju Brodniku, ki je prosil, mogoče bi samo v luči tega, kar je bilo pravkar tudi postavljeno vprašanje, postavil še dve vprašanje, ki smo jih dobili preko spleta, ker se mogoče recimo nekako na isto področje ukvarjajo, in sicer eno je, ali se pričakuje, da bo učitelj razrednega pouka sam uvajal računalniško mišljenje, in eno, na katero smo na nek način mogoče že odgovorili, ampak ne, kdaj lahko pričakujemo obvezni predmet računalniškega mišljenja v osnovnih srednjih šolah. Ja. Jaz se bi vrnil k vašemu izvajanju. Osnovni problem je tle, da se pogovarjamo, pa fevdalna ali nefevdalna Marija Terezija, oni zelo veliki reformi. Pogovarjamo se o tem, da teh kompetenc v današnji družbi ni, in posledica tega je, da se niti kompetentno ne znamo odločiti o tem, ali je to potrebno ali ni potrebno, kar smo že tudi tukaj se pogovarjali o tem. In po drugi strani je vprašanje, zakaj to pravzaprav počnemo. Tako kot je Tomi razložil,
je v resnici točno to. Gre za ali pa triplastno izobraževanje vsakega državljana, vsakega človeka v tej družbi. Prvič zato, da bo lahko v družbi polnopravno sodeloval, da se bo lahko odločal, in po drugi strani ne nazadnje, da bo plačal konec meseca položnico. Zdaj, če se vrnemo nazaj k vprašanju pri drugih predmetih tega, res je. Naj povem, kako se je to dogajalo v Angliji, da smo natančni. Anglija nima cela Velika Britanija nima cela nima enotnega izobraževalnega sistema, Anglija je posebej, Wales je posebej in tako naprej. V Angliji so leta 2012 ugotovili, oziroma 2010 mislim, so začeli za študijo in so ugotovili, da otroci naenkrat imajo problem, ker se ne znajo v sodobnem digitalnem svetu okoli obračati. Nekdo je rekel, 2005 se bi morali o tem začeti pogovarjati. No? Tam se je zgodilo 2010 in 2012 je Royal Society of London, to je njihova nek način akademija, prinesla rezultate in so povedali, da so kakšno je stanje. Minister je v tistem trenutku to prisluhnil in takoj potem en teden kasneje je prišla direktiva, navodilo, da eno leto še 2 leti se bo to izvajalo, čez 2 leti prije pa nov kurikulum, ki ga morajo v teh 2 letih stroka pripraviti. To je tudi vprašanje bilo eno, v kolikem času lahko do tega pridemo. Ne? Zdaj, mi verjetno ne bomo šli tako hitro, Aleš, ne? Fajn bi bilo, no, ampak ja, tako, ne. Zdaj, zakaj je to, kaj se je pa potem zgodilo? No, potem so pa naredili ponovno študijo leta 2017, če se ne motim, se pravi 2014 so uvedli, 2017 so naredili študijo in so ugotovili, da ima eno zelo velik problem. Namreč nimajo, to mi je izpostavil zelo pomembno vprašanje, nimajo veliko kolegic takih, kot je naša tukaj, ne, med nami. Namreč manjka kadra, ki bo to učil. In cela stvar stoji in pade pri tem. Ne? In kater kader bo to učil? V zadnji vrsti imamo Špelo, ki kima, je z pedagoške fakultete. Koliko pedagoške fakultete? Tam le vidim 2, 3 diplomante, 4. Kje jih je 1000? Ni jih. Ne? Zdaj, vprašanje je bilo, ali bo algoritmično mišljenje, računalniško mišljenje v osnovni šoli v razrednem pouku se učili. To je stvar odločitve stroke. Tega jaz ne bi v tem trenutku prejudiciral, ampak dejstvo je, da s temi znanji treba pripeljati noter od 1. razreda naprej. V resnici kolegica, ki sodeluje v skupini, se ukvarja s predšolsko vzgojo, pravi, približno na podoben način, kot ste vi povedala, ne, da delate računalništvo brez računalnika. To je krasna stvar, ki se jo lahko dogaja že v vrtcu. Ni potrebe za to. Še zmeraj nisem odgovoril na vprašanje drugih predmetov. Ne. In v Angliji so rešili ta problem tako, da je minister takoj določil, mislim, da 100 milijonov funtov v 2 letih za dodatno izobraževanje učiteljev. Mi v naših ciljih, če se spomnite, tam ste 4 cilje so bili pokazani in 3. cilj govori o človeškem potencialu. In ta človeški potencial zahteva to, da moramo izobraziti na univerzah. Univerze morajo smiselno spremeniti učne načrte, seveda, za svoje študijske programe pedagoške fakultete in po drugi strani mi moramo upeljati v stalno strokovno, na pomoč Aleš, stalno strokovno izpopolnjevanje, se mi zdi, se to imenuje, preko katerega bomo izobrazili na eni strani na eni strani tiste učitelje, ki bodo lahko učili temeljne vsebine, o katerih je Tomi spraševal, in teh ni toliko veliko, in po drugi strani, učiteljev ni, ne, toliko veliko, in po drugi strani, ne, če gremo gledati vse ostale učitelje, zato da bodo ti ostali učitelji znali, temu se reče medpredmetno povezovanje, ta znanja izkoristiti pri svojem predmetu. Samo primera radi, zadnjič sem bral en zanimiv članek, pač na konferencah hodi človek po okolju, pa recenzije pišeš take drugačne, in je bil prekrasen članek o tem, kako pri fiziki lahko računalništvo uporabiš. Ne. In bilo je v tem, kako se spomnite tistega klanca, pa leti dol, pa ne leti dol, pa tako naprej. Ne. In z računalnikom, za tako imenovano simulacijo dogodka, so učenci hkrati 2 stvari zapopadli. Naučili so se uporabljati računalnik za
fiziko in po drugi strani so se ga naučili uporabljati v tem smislu, kar je pač koristen pri širšem smislu. Torej, ja, človeški kader, definitivno tle bo veliko denarja treba noter investirati, ker če ne bomo to naredili, potem vse ostalo popolnoma brez smisla. In druga stvar je, jasno, imamo dva segmenta, v katerem se pogovarjamo. En segment je v tem, da pri pouku, zdaj pa namenoma en izraz uporabil Domen, pri pouku slovenščine, ko pišemo spis, ga pišemo v urejevalnik besedila. Sem rekel urejevalnik besedila. Katere vrste, katera tehnologija, ni pomembno. Z zornega kota iz računalništva informatike. Z družbenega zornega kota, ja, bi pa človek raj videl, da je kaj takega, kar je odprtokodnega, osebno. Ne? Dobro, ampak kar hočem povedati, učitelj slovenščine mora biti sposoben tudi o tem, kaj povedati. Ne, da tam postavi otroka zraven, zdaj pa piši spis. Potem pa pride otrok domov, pa tisti starši, ki znajo to delati, mu pomagajo, ne, in potem to naredijo. Imamo primere, kjer imajo otroci za narediti na predstavitvi, ne, zdaj ali to kakršnekoli že je predstavitev v šoli, ne, in pridejo v šolo in dobi petko zaradi tega, ker je to tako fenomenalna predstavitev, pri čemer je razumljivo, da prvič v šoli se ni mogel tega naučiti, ker učitelj oziroma učiteljica tega ne obvlada, in B, dobil je za tega petko, ker so starši pomagali, kar je popolnoma zgrešena zgodba pri celi stvari. In te stvari je treba nadgraditi, treba je učitelje opolnomočiti, za tega govorimo o tem tretjem cilju, tudi s tem, da bodo znali in bili lahko pomagali pri svojem predmetu slovenščina, likovna vzgoja. Zdaj se pogovarjam z eno kolegico na Akademiji za glasbo, kako bomo uporabili računalnik pri kreativnem pouku glasbe. Ne? Mislim, ja, z drugo kolegico, kako uporabljamo računalnik pri pouku zgodovine. Ja, to je tista stvar, ampak zato je treba ljudi izobraziti. Učitelje treba izobraziti. Hvala. Hvala. Tukaj vem, da bo še Domen že prej rekel, da bi se odzval, mislim tudi vsi ostali še imajo. Zdaj mogoče pri tem računalniškem načinu razmišljanja ali pa reševanja problemov je mogoče zanimivo omeniti še en zanimiv problem oziroma zanimivo stvar, ki se dogaja v bistvu z uvajanjem računalnikov oziroma računalniškega načina reševanja problemov v vse mogoče sfere, in to je izračunavanje proteinov oziroma izračunavanje pač možnih kombinacij različnih cepiv za določene bolezni. Smem samo dopolniti. Tehnološko se temu reče in silico poskus. Poskus v siliciju, kar pomeni, da ti ga ni treba delati v praksi oziroma v živo. Izkaže se, da je tak način iskanja kombinacij oziroma različnih kombinacij proteinov izredno neučinkovit oziroma da industrija medicine najde manj koristnih spojin oziroma najde manj spojin, ki jih potem lahko uporabi v praksi, zaradi tega, ker je pač računalnik neumen in kombinira od A do Ž in vse vmes. Zdaj, včasih so te zadeve reševali tako, da si imel tam človeka, ki je bil izobražen oziroma ki je pač mislil svojo glavo in je zaradi drugačnega načina razmišljanja možganov pač znal zadeve drugače povezati oziroma jih drugače skombinirati. Druga stvar, ki je recimo zanimiva, je, da načeloma upeljevanje pač računalnikov v vse panoge oziroma v vse predmete, s tem nimam, bom rekel, a priori problema. Jaz samo upam, da to ne bo pomenilo, da se bodo, vmes, ko smo se pogovarjali oziroma, ko ste govorili, sem se spomnil, da se prostega pada, ne, da se bodo otroci prosti pad učili na računalniku, ne pa pač v praksi. In končno pač se mi zdi, da se pogovarjamo o isti zadevi, ki je sortirana v več nekih različnih teh podstatov oziroma v različne položaje v družbi, se pravi od tega nekega
vseobsegajočega do tega miniaturnega, ampak se je treba zavedati, da se te zadeve povezujejo oziroma da nikoli niso pač tako v nekem etru same od sebe in da je tukaj treba upoštevati tudi to valovanje oziroma to, da se potem določene stvari prenašajo iz ene stvari v drugo. Ne. In da, če se vračam nazaj na ta tehnodeterminizem, ne, res ne bi rad, ali pa tle pa sem mal, kako se temu reče, ekstremista, da pač ne bi rad živel v družbi ali pa ne bi rad živel v nekem svetu, kjer se bo vse zreduciralo ali pa kjer se bo vse reševanje vseh problemov povezalo z nekim računalniškim razmišljanjem oziroma s tem, da bomo, tako kot je kolega v občinstvu rekel, pač povezvali s konkurenčnostjo, prihitevanjem ostalih držav in tako naprej. Ker se mi zdi, da tle lahko najdemo eno vmesno pot, da, kot že rečeno, obstaja več nekih interesnih skupin, ki bi na tem področju rade dosegle vsaj malo svojega interesa, kar je čisto legitimno in hvaležno. Zdaj se treba samo pogovarjati o tem, kako pač uravnotežiti te zadeve, zaradi tega, da bomo potem, ko bomo pač prišli do konca neke enačbe oziroma ko bomo rešili ta problem, da bomo nekako vedeli, katere probleme smo rešili, katere probleme smo s temi rešitvami odprli in kaj zdaj narediti naprej. Kar, prosim. Resnično, iskrena najlepša hvala Domen za izhodišče. Namreč, preden so bili računalniki reševali proteine in take stvari, je obstajal en vic, ne, kako napišeš prve 3 strani Biblije, kako jih lahko narediš, ne, kako priješ do njih. Ne. In zgodba pravi tako, ne, vzameš milijon opic, jih daš za pisalne stroje, pa vsaka nekaj tolče. Ena bo že našla te prvi 3 strani Biblije, ni vrag. In to je primer, kjer je napačen, mislim, to je iz tiste zgodbe, če gremo na proteine, je to primer, kjer imamo osnovni problem, da temeljna znanja računalništva in informatike ti povejo, da je to napačen način. In tega, da je to napačen način, se moraš naučiti. Moraš se zavedati tega. Da to ni pristop, ki vodi k rezultatu. Da in sili, ko stvari na ta način delaš, da kar poskušaš. Najboljši uspehi, to bo pa kolega tukaj zraven povedal, so v tistem segmentu, kjer imamo, zanj sem imel predavanje na Ad Futuri za starejše, kaj narediti starejši in njihovimi zaposlitvami, izkaže se, da imajo oni ogromno domensko specifičnega znanja. In to znanje je tako veliko bogatstvo, ki Bog ne daje, da ga zgubimo. In kar jim je treba dodati samo še digitalne kompetence, da bodo to znanje lahko v sodobno družbo prenesli in se bo še boljše, bilo je govora o gospodarstvu, še boljše monetiziralo. Tako. Namreč, o čem se pogovarjamo? Pogovarjamo se o tem, da ko imaš kladivo, ti vsak vijak zgleda kot žobu, ne? Pravi govor. Nimamo kladiva. Kladivo imamo, ampak ga moramo znati racionalno uporabljati za žeblje. Za vijake moramo pa uporabljati nekaj drugega. Če se pogovarjamo o tem, da bomo z računalnikom simulirali prosti pad ali karkoli že je treba pri tem imeti še vse ostale znanja in sposobnosti nekje v vidu, ker konc koncev, ko neko se začne učiti v prostem padu, se poznate tisto zgodbo, ki je bil Niels Bohr, ko so ga vprašali, kako zmeri višino stolpa v Kopenhagnu, ne? Pa so mu dali barometer, ne? In je vse drugo povedal, samo da zmeri višino pritiskov. To je tista stvar, ki jo moramo učiti otroka. Take zadeve. Ne v tem, kako bom določeno tehnologijo uporabljal. Če ga to učimo, potem smo zgrešili smisel pouka. Je res? Ne? To je napaka. Ni tehnologija tista, ki jo učiš. So drugi koncepti, ki jih moraš naučiti. In tisti koncepti mu pomagajo naprej. Tudi ne nazadnje, ko se pogovarjamo, včasih se, ne vem, ko si se učil pisati, ne? Se nisi učil pisati samo za eno vrsto pisala, pa s tem ampak koncepta pisave in tako naprej si se naučil v prvem razredu. Zdaj pač pisava je malo drugačna, komuniciramo s stroji, ampak s tem ne bomo nikakor dovolili, družba ne more dovoliti od Huxleya naprej, da se že on lepo napisal en roman, ne moramo dovoliti temu, da bi družba bila na nek način prepuščena in ne sme biti prepuščena napravam. Družba je naša, mi smo ta družba.
To je samo pomoč za našo eksistenco v tej družbi. Hvala. Predlagam, da gremo še en krog, pa nekako tudi neke zaključne misli, počasi začnemo spravljati, če bo še kakšno mnenje. Jaz bi mogoče to nadaljeval, kar pomeni, da jaz si želim, recimo, jaz imam 4 svoje otroke, pa do 14 leta nimajo telefonov, če jaz predstavljam digitalizacijo v Sloveniji, vsaj v določenih sferah. Tako da jaz si želim, da živijo čim bolj v kontaktu z navadnim svetom, da tehnologija je čim manj opazna, predvsem pa, da ne bi bili sužnji tehnologije pa tehnoloških podjetij in da to pravzaprav živijo zaradi tega, da jih lahko zaslužnejo. Tako da jaz mislim, da če bojo imeli dovolj znanja na tem področju, se bojo znali pametno odločati, bojo znali najti sebi primeren poklic. In jaz mislim, da sploh, ne vem, ali imamo danes sploh dilemo, ali je primarno v tem, da mora biti informatika in logika, bom jaz rekel logika, ker mi pravzaprav v gospodarski zbornici govorimo o informatiki, računalništvu in logiki v osnovnih in srednjih šolah. Pravzaprav ne govorimo o tehnologiji samo, ampak o tem delu. In se mi zdi, da to sploh ne sme biti vprašanje. In moti me, da se toliko časa o tem pogovarjamo. Jaz mislim, da če se bomo o vseh stvarih toliko časa v življenju pogovarjali, na koncev ne boš nič naredil, ko ti bo zmanjkati cajta, da kaj narediš. In to mislim, ne vem, če smo mi ta pravi kle, ki bi to bili oni, ki smo krivi za to, ampak mislim, da se moramo malo hitrejše odločati in bi nam bilo lažje se odločati, če imeli te logike več v osnovni pa srednji šoli. Lahko bi, mislim, zdi se mi prav, da bi v zaključku izpostavili, da imamo odlične prakse po slovenskih šolah, pravi, da vendarle imamo sredine, kjer pa imamo kolektiv, kjer je to zavedanje zelo dovolj visoko, no, in imamo ta celostni pristop šole, se pravi od vodstva šole, ki podpira svoje strokovne delavce, učitelje, da se izpopolnjujejo pri tem, da jim omogoča organizacijo, se pravi medpredmetnega povezovanja in da, če izpostavimo še to, da imamo to precej veliko število učiteljev, ki so pripravljeni zelo veliko svojega časa vložiti v spoznavanje in izboljšavo svojih praks. Letno lahko rečemo, se jih preko 100 udeleži dogodka v Londonu, BET, kjer obenem obiščemo londonske šole, ki so mogoče korak naprej s temi rabami in pristopi. In kar vidimo, da je potrebno več učiteljskega strokovnega kadra pri tem, se pravi, da bi kot družba morala razpravljati, da vendarle obogatimo učilnico tudi še s kakšnim posameznikom, ki mu je pa tehnologija bližja, brez tega vendarle ne gre in to smo danes slišali. In da je ta avtonomija osnova, ki jo vendarle dajmo kot družba učiteljskemu poklicu priznati. Iskreno povedano, sedanje obdobje, ko smo posegli v delovni čas učitelja, precej burka prostor in tu verjamem, da bomo mogoče kot družba še vendar nismo rekli zadnje. Se pravi, imamo šole, kjer odlično lahko pokažemo pristope, ki bi si jih mogoče tule prisotni želeli kar v celotnem sistemu. Zdaj pa moja replika je šla, ne, za gospoda. Enostavno, ko ste pri tistih organizacijskih vprašanjih, ko ste jih tudi vi zastavili, jaz vam lahko povem, kako mi delujemo kot kolektiv, ne. Moja šola se ne izolira od posamičnih problemov, torej delujemo po vertikali in tudi po horizontali, bi rekla, to pomeni predmetna in razredna stopnja, zelo moramo sodelovati, prednost imamo, da smo manjša šola in da en drugemu pomagamo, ne, in delamo prostor. In tu pridemo do tiste zanke, ki sem rekla, ki je tista neskončna zanka, ker različne šole imajo različne probleme in jaz včeraj, ko sem brala tiste forume, profesor Matija Lokar je dal eno rešitev, tako organizacijsko, ne, kako bi se to rešilo s kadrovanjem, ne, ampak kot učiteljica
ne morem vam več povedati kot to, da bi želela, da se to uresniči. Torej, tako da imamo neko večjo, ker je tudi na šolah nerešeno tisto vprašanje rojda, kako se to bo reševalo, ne vem v prihodnosti. Seveda pomembno je, da en kolektiv, ki je na šoli, deluje tako, da te nove tehnologije z njimi deluje previdno, ampak tudi jih uporablja takrat, ko je to potrebno. Torej, da delujemo preprosto povedano kot intelektualci, ki se zavedamo svojega položaja, svoje pozicije v šoli in da delamo v dobro otrok. Torej, vsaka naša ura mora biti odmerjena, moramo imeti nek cilj, kaj želimo pri tej uri izpeljati z učenci in to mislim, da je edina dobra pot. Ostalo pa prepustim vam. Ja, počasi, zdaj vseeno, mislim, da bomo počasi začeli vsi odhajati, če ne... Jaz sem hotel sam reči... Ne, ni problem, gremo en krog, da počasi zaključimo, še mogoče neke zadnje misli. Mislim, da smo pri koncu. Ja, nismo? Mislim, jaz sem v bistvu samo to zapovedati, da si želim, oziroma da jaz v skrajnosti oziroma v tem, ko se soočaš z neznanimi situacijami oziroma situacijami, v katerih si prvič, jaz zagovarjam učenje iz napak, ki te ne ubijajo. Tako da upam, da se bomo čim več naučili iz napak, ki nas ne bodo ubili in da bomo vsakič v drugih krogih oziroma v novih iteracijah delali nove napake, ne pa ponavljali starih. Hvala lepa in lahko noč. Hvala. Mislim, da še zaključek bi imel, ki bo šel hkrati odgovor tudi Tomiju, pa z Domnom se nismo nič dogovorila za izhodiščnice. Ampak te napake so en ključnih elementov tako imenovanega računalniškega mišljenja. Delanje napak, učenje na napakah, popravljanje napak in potem ponovno preverjanje, če si stvari izboljšal. Tako da to mi še to sodi k tvojemu vprašanju, kaj spada v te temeljne znanja. To je en mečen segmentek. In bralna pismenost. Tako, ja, hvala. Tako, zdaj za zaključek je prav, da vseeno omenim še nekaj vprašanj, ki smo jih dobili preko spleta, zdaj lahko, da to občinstvo tako ali tako v dvorani ali pa koga preko video streama. Zdaj ta vprašanja so mogoče celo malenkost bolj specifična glede na razpravo današnjo. Mislim, da smo še nekaj korakov oddaljeni od takih odgovorov na vprašanja, kdo bo pripravil učni načrt za tak predmet, govorimo verjetno o algoritmičnem mišljenju. Vprašanje pa, ki je mogoče tudi na mestu, je, če bomo to učili v osnovnih šolah, na koliko let bi pa spremenili načrt takega predmeta, glede na to, da se že zdaj tako dolgo pogovarjamo o tem, kako ga sploh uvesti. Vsak let. Hvala. Zdaj, tle bom malo formalistično odgovoril, Aleš mi pa povedal, če sem ga čisto zažgal, ali sem prav povedal, učne načrte je domena Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Oni morajo ustanoviti strokovno skupino, ki pripravi to zadevo. Zdaj, koga bo Zavod za šolstvo imenoval to skupino, upam, da kompetentne in ustrezne ljudi. Zdaj, če se pa že zdaj toliko časa pogovarjamo, ja. Angleži se v 2 letih zrihtajo. Prav. Najlepše se zahvaljujem vsem 5 panelistom, hvala za vsa mnenja, ki ste jih delili. Hvala tudi vsem, ki ste prišli. Razprava še daleč od tega, da bi bila končana, tako da upam, da se bo nadaljevala, lahko mogoče enkrat v teh prostorih ali pa v kakšnih drugih spet. Tako da hvala še enkrat vsem in lep večer, kar je preostalo. Hvala.